Jaz mislim, da smo mi delali na enem case-u, Andrej, ker smo združili generativni AI pa personalizacija. Po mojem, da bi zanimali ljudi. Vsak je probal s ChatGPT-jem spisati mail, mi smo pa rekli, okay, kaj pa če spišemo mail za vsakega prejemnika posebej. Zdaj, če damo primerček, zapuščena košarica je neka taktika, ki se sproži za vsakega posebej. Vsi jo personaliziramo s tem, da napišemo noter, kjer izdelke si pustil v košarci, mogoče damo noter nek kuponček. Kaj če te podatke, kaj je v košarci, kaj je v preteklosti kupil, kakšen feedback nam je pustil, če to pušnemo v large language model, skupaj z nekim promptom, kaj si želimo ven dobiti, da je ta oseba zapustila košarco 6 ur nazaj, to je bilo v košarci, v preteklosti kupila to, zgeneriraj mi mail zapuščena košarica za naš brand in nazaj dobimo torej danes tekstovno verzijo maila, kaj moramo napisati, torej nek intro, še vedno vmes vržemo noter, kaj je bilo zapuščeno v košarci, pa GPT vprašamo tudi, daj nam priporoč, kater offer naj mu damo, ker večina spletnih trgovin ima hkrati različne offerje. In torej v trenutku pošiljanja za vsakega prejemnika zgeneriramo čisto svojo vsebino personalizirano njemu. En case, ki smo ga imeli, je bil to, da nam je nekdo nazadnje rekel, šalčka, ki ste mi jo poslali, bila pa zlomljena. Jasno smo jo takrat zamenjali, razrešili smo case, ampak da smo pa lahko v eni zapuščeni košarici pa tudi rekli, veš, da smo tudi izboljšali naš packaging, da se nam manjkrat zgodi, da pride do poškodb. Zdaj, a je vse to čisto res? Imaš vedno ta problem z large language modeli, a je treba preverjati, kaj se prej vam pošle. Verjetno se lahko kdaj kaj čudnega zgodi. To so nekako nevarnosti large language modelov.